mogoče predlani, sem imel ogromno škode pri divjadi. So jeleni začeli voditi na silosno deponijo, kjer smo imeli na njivi deponirane silose. Prve dni decembra opozarjam lovce, da nekaj treba narediti. Lovci so se odzvali, so jim čas povedali, da bomo postavili preže brez skrbi. To je bilo prve dni decembra. Proti koncu leta gre, nič se ni zgodilo. Jaz pa moja družina smo stajali vsako noč. Enkrat, dvakrat, da smo videli preganjati jelene. Takrat tudi rečem gospodu čuvaju našemu, ja, še imamo 2 dni, podprti lov bomo udarili. Spet nič. Ja, druge so, da niste imel, spet sem klical gospoda Kovača, niste mi zgodilo. Ja, ne sekiraj se, imamo mi cenilca, pa bo zadevo ceno. Na tisto malo me umililo, da bo nekaj. In te nazadnje se vleče, jaz mirno vsako noč stanujem, pa gledam, mislim, našo deponijo, samo ni jelenjad, niti enega lovca nikoli nisem srečal. Nikoli. 3 mesece to zaprema, vsako noč smo stojili in gledali, kaj se dogaja. In tam je bilo na deponiji včasih do 100 kosov, 120, 70, 50, ne prešteti. To nišče ne verjame, kdo to ni videl. In nazadnje je prišel gospod Weindorfer, da bo ocenil škodo. Na vsakem čas prišel je, tak na prvi pogled je ponudil 1000 evrov. Jaz jim pravim, da s tem se ne moram strinjati. 1500, ja, ste tudi ne. Kako pa naj te ocenim? Jaz sem prav, da ima silošno dolžino, širino, treba zmeriti, pa gotoviti, kakva deblina je, mislim, uničena. In smo prišli do realnega izračuna. In je izračunal, da je škoda na deponiji za 12.000 evrov. Ja, ni problema, samo jaz to ne smem napisati na račun, ker potem bo naše lovišče propadnilo. Bomo si dogovarjali, ja, do dogovora nikoli ni prišlo. Je bila ena okrogla miza, približno tako višalo, vsenkrat, tam je bil gospod Presečnik. On je tudi obljubil, da bo nekaj storil na tem področju, ali nikoli ni prišlo. Potem sem mogel jaz sklicati v Ljubljano kot direktorata za lovstvo, in gospod Adam se skoj soglašal. Ja, bomo mi poslali tolmačenje zakona lovske družini Gornji Petrovci. In so oni dobili tolmačenje, ja, češ, škoda je, treba plačati, ali vaša dobra odločitev je, če te ali ne te plačali. In še dan danes niso mi splačali. In v nadaljevanju je prišla jesen, pač, koruza nam bila cela že uničena, živ na hlebu, kaj boš? Prodati 50 kosov živine ali pa kupiti krmo. Smo kupiti 12 hektarjev koruze. In zmeraj naši lovci pridni, lahko samo rečem, da so lažne besede gospoda Kovača, da so niso bili resnične, ker mi niso škode do zdaj izplačali. Sem samo gotovo to, da pridno so vodili takrat gledati tisto podrtijo v cilosti, kaj se je zgodilo. In vsi so bili na rahlo, mogoče srečni. In nazadnje pa še to, da od tistega časa noben lovec se mi ne pozdravlja, se obraća stran od mene, če bi bil jaz kakšen pošast v tem pomočju. To sem si zaslužil, tako si mislijo. In zdaj vprašam, kdo je za to škodo odgovoren, za katero sem jaz mogel vložiti 20.000 evrov, pa še reči, to je 20 pikov. In to škodo še danes čutimo, naša kmetija. In ne vem, kaj dalje. Ja, in zdaj, ne vem, to je kruto, boleče ali je resnično. Ja, to mi vprašali gospod Kovača, če lažem. To je do pike, tako, gospod Kovač, povejte, prosim. Bi še jaz imel lahko še? Ja.
In zdaj, mislim, jaz sem vložil v svojo kmetijo, da sem jaz začel kmetovati pred 50 leti, celo življenje. Takrat smo imeli 3 hektari pa pol. Mi smo razvili, prišli do kako smo prišli. Z nobenim državnim, nobenim evropskim, nobenim občinskim pomoči. In naša družba nas tako samostanljiva. Da smo mi kaš, ti si nori naj pa kjuboj. Enostavno to. In pravi, smo vložil celo življenje. Ne vem, gospod Kovač, kaj je vložil v svojo firmo? Samo si dobival plačo. Pomejem. Ja, in zdaj bi še nadaljeval. Še zdaj, mogoče lanske jeseni. Vsi znamo, da so bile njive mokre, premočene, poti skoraj neprevozni, deponiran silažo na njivi. To je 30 hektarjev količine, to ne moreš doma, nimam takega mesta. Vsaki dan prihajam po silos na njivo. In pride enkrat do mene, gospod redar, in ja pitam, kaj je? Ja, ne boj se, nič, vse je v redu, vse je v meni normali, samo tak dalje. Zdaj kakšni teden vas spet pride redar, spet pravi, ja, en drugi je bil. Ja, vse je v redu, prej, samo tak dalje. Vsaki dan sem čisto cesto za sabo. Enkrat pride en policaj, pravi, tudi, čuj, sekira se, vse je v redu. Glavno, pokve je vse povsod, cesta ni da vse pokve, samo glavno, pa ni povlat na cesti. In potem še enkrat pride en redar, on tu pravi, vse je dobro. Ja, naradumim, poročeno pismo s položnicom, da sem mogel plačati kazen. To sem jaz kriv. In mogoče v tem času so drugi tudi vozili po tej cesti, in samo jaz. Mene nikoli niso zastavljali, da čuj, stani. Jaz sem cesto čisto za sabo zbila. Vsakšem organ je odgovarjal čistoča, samo mogoče gospodu županu ne. In zato je izsilil to te naše pridne redare, da so mi dali kazen. In jaz ne vem, če sem jaz kriv, povejte mi, jaz sem mislil, da sem jaz kriv, jaz sem to, ja, dobro, jaz to plačam. Najprej se zapritožil. Je rekel, redarstvo naj napišem pritožbo, ali žal, ni bilo uspešno. In nismo mogli gospoda župana prepričati, da je to ni tako. Vsak je samo kazen. In se lahko plačati kazen. In donarje, cesta so pač cesta polske poti, včasih urejene, včasih razmočene. 150 lakšen, da imam žino v hlevu, se mogo vsak dan prijaviti po silos. Cesta razmočena, kak je, pač je. Potem dobim kmetijskega inšpektora, da omogočim dostop ostalim vlastnikom zemljišč do svojih zemljišč. To ni res. Če sem jaz lahko prišel do svojega silosa, on je 20-10 metrov, so tudi lahko dalje šli. Ni bilo tam nobena ovira. Gospod župan pa meni napravi oviro na njivi, ima posekana drva, že 2 meseca me ne ustranjuje. Posebni material ima na polovici vozišča, mislim, v zimskem času in imam določene gerge nedostopne, ker cesta ni urejena. To je to. In lahko sam povem gospodinu županju, hvala lepa, pa lahko narahom, ki jo neko sram. Hvala lepa, da ste me poslušali. Na drugi del bo odgovoril gospod župan, ne. Najprej na prvi del bi pa samo na kratko. Glejte, popolnoma vas razumem, sem bil sam pred leti v isti situaciji, 20 let se ukvarjam s to problematiko divjadi. In trobim eno in isto, to, kar sem danes povedal, že 20 let. In vam povem, da sem v duši utrujen, ker se nisem čist nič naredil, v 20 letih smo šli tam, ko smo bili. Zaradi tega so moje besede krute in fant, ko je bil iz parka Goričko, me ne razume, ker ni teh problemov nikoli imel. Ko pa bo te probleme imel, bo pa razumel nas, ampak ali bo takrat še tako, kot je zdaj, pa ne vem. In mi je prav težko, ker nihče v tej državi, ki se ga en problem nadati, kar ga noče videti.
ga noče videti. In vedno smo v manjšini in zato tudi tako malo uspemo na tem področju. Verjamem, Jasmina je dala istočnica, da bomo na zbornic začeli podpise pobirati, ampak veste, tam ne bo tako, kakor v tem primeru, kjer so tako močni lobiji na drugi strani, da je vprašanje, do kje bi sploh prišel iz tako akcijo. Glejte, jaz še vedno verjamem, problem je treba nekako rešiti, ampak neki razum pa bo tudi mnogo v prihodnosti prevladovati. Veliko odgovorov bi mogli v tej državi dati, eden je to tak, ki gospod Režan je rekel, kdo je prvi v vrsti, ki je tisti, ki bo govoril, mislim, ki bo pač pelal neko politiko, kdo je, kje. Odgovor bo treba dati tudi enkrat, kaj je javno dobro, kaj je javni interes. Tukaj si vsak po svoje tolmači. Zdaj smo imeli v državnem svetu posvet javne ceste. Cel kup javnih cest, občinskih, neodmernih, kako rešiti ta problem. Tudi jaz kot predstavnik lastnikov se tega zavedam in sem tudi tam rekel, lejte, to bo vse stvar, ki se bo treba dogovoriti. Na kakšen način, ampak v prihodnosti enkrat bo prišel nepremičninski davek in ta problem se bo izpostavil, pa ne bomo popolnoma nič pripravljeni. Javno dobro, kako se ga nekdo predstavlja v gozdu. Če sem jaz lastnik gozda, če jaz plačujem, bomo uplačevati nekaj, do zdaj bo to še zelo malo davčno. Ko bomo enkrat prispevke plačevati, je vprašanje, kaj bo ta javno dobro. A bo javno dobro samo od mene to, da bom plačeval prispevke pa bremena, ali bo tudi to, da bom lahko rekel, poslušajte, imam pa nekaj zapovedati, razen lesne mase še kje drugje, druge funkcije gozda, ali imam tam kaj zapovedati, ali nimam nič. Ne. Se pravi, ali sem lastnik, ali sem samo lastnik na papirju. In tako naprej, še cel kup vprašanj, na katere bo treba v prihodnosti odgovoriti. Mi je kar malo žal, da je ta gospodič ven šel, ker to je bistveno večji problem, kot je pa on rekel pač, da je pač treba imeti razumevanje. Vedno mora imeti razumevanje samo eden, nikoli tisti, ki so še deležniki. To na vas je bilo naslovljeno. Torej, da nadaljujem misel predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice. Stvari, torej interesi so zmeraj različni in so vmes oziroma so med seboj včasih tudi nasprotujoči. V tem danem primeru, ki se dotika seveda samo dela Goričkega, je zadeva povsem jasna. Noben nikoli ni zanikal, da škod ni in da nastajajo problemi. Dejstvo pa je, da v tem prostoru, kakor tudi drugod po Sloveniji, gospodarimo z naravnimi populacijami. In tu so v danem sistemu, takšen kot obstaja, so lahko ukrepanja zmeraj na dolgi rok. To se reče na leto, 2, 3, 4 in tako naprej. Takoj, ko je bil zaznan problem povečanja števila divjih prašičev, smo v načrtu temu sledili in načrt povečali, koliko se je dalo, in celo to nismo ga niti več omejevali. Lovci so lahko streljali, kolikor so mogli, brez omejitev glede spola. Zgodila se je zgodba z jelenjadjo, žal v tistem trenutku, ko se je izveneval problem z divjim prašičem. Tudi zdaj delamo na tem, res želimo, da se problem minimalizira, da postane znosen za vse uporabnike v tem prostoru. To je tisto, kar na tej okrogli mizi o prihodnosti kmetijstva na Goričkem z vso resnostjo in odgovornostjo obljubim. Zavod za gozdove kot sestavljalec lovsko-upravljavskega načrta je tej misli, pa če se to zdaj imenuje moj osebni imperativ ali direktiva našemu načrtovalcu, ki je sestavil osnutek lovsko-upravljavskega načrta, smo sledili tej misli in zato smo odstrel jelenjadi še dodatno povečali. In če kdo reče, da to ni dovolj, znotraj te dodatnega povečanja je možnost preseganja plus 15%.
Torej, vsi, ki imajo resno namero, da ta problem rešijo, imajo dano podlago, da to napravijo. Jaz se za nazaj v dialog z gospodom Davidom, ki ga nadvse cenim, ne bom spuščal, ker so v njegovi zgodbi resnice in pol resnice. In mislim, da ni v duhu te okrogle mize, ki je naravnana vnaprej, da razčiščujemo konkretne primere iz zgodbe za nazaj. Pomembno dejstvo je, da se vsi zavedamo odgovornosti in da jo poskušamo odgovorno reševati. To se mi zdi pomembno vodilo za v bodoče, je pa res, to se pa moramo tudi vsi zavedati. Jasno je, da vsi gledamo lokalne probleme, vsi gledamo, vse mene ne zanima, kaj je na Primorskem z volkovi in mene ne zanima, kaj je na Kočevskem z medvedi in mene en drek briga, kaj je kje drugje, mene zanima, kaj je na mojem dvorišču. In prav je tako, moramo biti skrbni, to je dejstvo. In zato se moramo vsi, ki smo v tej zgodbi soudeleženi, poskušati temu cilju, da so različni interesi med posameznimi interesnimi skupinami naravnani tako, da so še znosni in da se en drugega lahko prenašamo. Gospod Župan, ste še želeli? Ja, jaz bi tudi nadaljeval od gospoda Kovača, bi prevzel tisto misel, da nisem prišel zaradi tega sem, da bi z gospodom Davidom se tu polemiziral, ampak treba vedeti eno stvar. Malo prej smo pogovarjali glede turizma. Če hočemo turizem imeti in v občini Hodoš je ogromno turistov celo leto. In če hočemo imeti turizem, potem moramo se k temu tudi prilagajati oziroma se tako obnašati. Ne moremo biti samo, tudi to moram povedati, da ocenjujem in seveda spoštujem delo kmeta, ker ne dela, ampak gara kmet, da lahko to danes ima, kar ima. To tudi spoštujem, ampak ne more pa to dovoliti, kar si on dovoli. Žal mi je. Lahko pogledamo celo območje Pomurja, tako ceste nikjer niso zamazane, kot so na Hodošu. To je bilo zadnjič povedano, ko smo bili na enem posvetu glede poročila za lanskoletno inšpekcijske službe v Tešanovci. Tisti župani, kateri ste bili tam, dobro veste, kaj je bilo tam povedano. Se pravi, to ne moremo dovoliti. To je ena stvar, da so jasno povedali, da v občini Hodoš je največji problem in da bodo na tem intenzivno delali. To je ena stvar. Druga stvar je takšna tudi, da je prejšnjo soboto smo imeli čistilno akcijo in smo se razdelili na skupine, smo šli po skupinah okoli, po celi občini pobirali najlone, ampak seveda od bal, kar pač seveda večinoma se ima David. To vsaka skupina je, ko so prišli nazaj, so povedali, da to ne more tako biti, seveda z njihove strani, z njegove druže, nišče ni bil na tej čistilni akciji, tudi to je res. Naslednja zadeva, da nekdo ima bale, zapuščene že 5 let, pa mogoče več nekje v robu gozda, pa v jarku, melioracijski jarki, in potem takrat govorimo o tem, da je poplava, pa neočiščeni jarki so. In zdaj, ko smo mi začeli praktično z tem, da bomo očistili jarke, da bo manj poplav, da bo manj kmetijskih površin poplavljeni, zdaj je problem tisto, da smo mi nekako deponirali teden ali pa 2 meseca, maksimalno 2 meseca v tem, da bomo mi to odpeljali. Drugo je to pa, da je tam cesta, ravno je tam cesta, ampak je podorana in to je ravno on zoral. Tako da o tej zadevi bomo lahko konkretno govorili, a ne tu na tej določenem po svetu, ampak na drugem mestu. Hvala lepa. Izvolite, gospod. Jaz sem Kristjan Lanšček, prihajam iz Žalovec. Zdaj, kar se tega tiče, to res ono lagrišta drugje, ne? Bi pa upozoril Štefana Kovača, ker je on to tako iznesel, tudi da ne zavaja javnost, ker prej, oprostite gospod, prej ste rekli, da je lani škoda upadla. Jaz ne vem, kje ste vi to vzeli. Mislim, kot prvo in prvo, ne vem, zakaj se čuvaji lahko na naši njivah norca delal, to je kot prvo. Ker jaz ne vem, kako lahko, vem, vi se boste zgovarjali, seveda, to je pač slovenska zakonodaja, žal takšna je, ampak za ocenitev škod bi mogla biti neodvisna komisija, ne pa lovski čuvaj. To definitivno.
Zdaj, to je iznesel gospod Kovač tako prej, da bi Davidov primer bil edini tukaj v tem okolju. Ne, žal ni. Mi smo vsi soudeleženi v tem. Jaz lani, na primer, sem imel 80% koruze uničeno 100%. 100%. 20% od teh njivskih površin sem imel ugrajeno z električnim pastirjem. 2 metra visoko, 5 žic. A veste, koliko to treba delati, da to vzpostaviš, da ko jelen po noči gre iz trga, treba nazaj zvezati, nihče to ne plača. Nihče. In če to ne bi imel ugrajeno, še teh 20% ne bi imel, še to bi uničili. Tako da, ja, kakšna je prihodnost na Goričkem? Prej ste parcelila, mislim, ste rekli, ne, da je pač Primorska, ne vem pa, prej je Goričko, ampak na tem Goričkem je še en del, ne, tam obmejni pas, kjer je res pridelovati, tam, ne vem, kmetijstva ni mogoče več, ni mogoče, ker ne moreš, enostavno ne moreš pridelati nič, ker ti vse jelenjak uniči. Potem, pa kot je gospod David rekel, da bi šel z čuvajem, da se zmenil, kot da bi šlo z njegovega žepa, kot da bi, ne vem, pol se še noče s tabo govoriti, ker ja, samo ti si tak, da se ne more s tabo zmeniti, vsemi drugimi se lahko zmeni, pa tak naprej. To ne more tako biti. To ne more tako biti. Po drugi strani, ja, vemo, vsi vemo, ne, ja, v 3 dneh mi moramo javiti, ne, če je jelen gor, ja. Dobro, mislim, ko opazimo škodo. Ampak, pol pa sem vprašal, sem tudi komisijo